Z nami je čisto zares imitator, oseba tisočerih talentov, glasbenik, voditelj in satirik Tilen Artač. Dobro jutro. Ki pa bo jutri, kot smo omenili, tudi gost večera na Larinem abonmaju v dvorani Prve. Se bo odprl, smo rekli, ne? In glede na to, koliko kave spije, ne, nam je zdaj govoril, to celaš džezva pade. Koliko ste je to? Ja, ne, ampak jutri se čustveno odprem, veš? A čustveno sem zastopil, malo narobe. Ja, Tilen, o tebi res zelo malo vemo, ne? A nam lahko kaj več poveš o sebi? Lahko, holesterol imam povišan. Imaš, okej, to je verjetno kako tudi. pa s temi gama jetrnimi testi, pa mislim, da kar v redu, ko v familiji imamo, da imam dobro kri, veš, in je to, zelo velik železa imamo v krvi. A to je dobro. Familija Artač. To je dobro. To so te osebne moje stvari, ki sem jih danes prvič delil. In prav lažje diham, no. Smo prvi, ki o tem poročamo. Imamo naslov. Tilen Artač ima holesterol. Poviša holesterol. Poviša. Ma dober ali slab, sta dva. Ja, mečke nunga ta slabega, tudi, veš kaj, veliko nervoze je, ne, v življenju, stresa je veliko, pa se to mečkam pozna, ne. Ampak poudarjam še enkrat, železa v krvi je pa ogromno. Ja. To je pa dobro. Poješ veliko mesa, kako gre, teran? Ne, da tako kri imamo v familiji. Železo. Ne vem, če je Lari prej odgovoril ljubezensko življenje. Ja. Kaj pa to? Ja, tudi se sem rekel, ja. Kaj je? Tudi poješ? Tudi je povišena. Tako kot holesterol. Ljubezen, holesterol, pa meni gre skupaj tako le gor. Ja. Sicer imitacije, koliko je teh oseb, Tilen, ki jih imitiraš oziroma si jih tekom kariere? Ja, ogromno vseh nabrali, govornih imitacij, pevskih imitacij, kar velik. Zdaj najbolj pomembno je, da imaš res tiste imitacije, ki so res dobre, ki res prepričajo, v katerih se ljudje zabavajo v prvi vrsti. Nekaj 100 sem že slišal, ne, da jih je bilo. Ja, je. Čez 100. V oddaji Kaj dogaja smo recimo že Malih teras posneli sigurno tam 200. Oddaj samih pa mislim, da tudi že gremo počasi proti 200. Tako da teh imitacij potem se kar nabere. Ene so boljše, ene mogoče so kdaj mečkan na silo, ampak enostavno lik je treba narediti. Če je nek lik aktualen, ga moramo narediti. Dostikrat se je zgodilo, da recimo so v redakciji rekli ministru Mescu, to je bila taka zanimiva zgodba, smo rekli, ja, Mesca zdaj treba imitirati, ne. Nisem vedel, kako naj se ga lotam, ne. In pa so že lasuljo naredili, vse je bilo že pripravljen, edin še imitacije ni bilo. In pa sem sedel tam v maski, štimel so me v Mesca, pojma nisem imel, kako ga bom naredil, ne. In pol nekako sem gledal in sem videl, da sem mu podoben in kar se tiče pa glasu, pa mora biti vse pa nič. Vse pa nič, in pol z tega nič je pol ratel, ampak srečo imam, ker sem mu podoben. Ampak kaj naredil, ne? Original Mesec. Potem, ko sem ga imitiral, pa ko so lasuljo naredili, k frizerju je šel. No, in pol? Je, ne, vse v strigu se je podoben, tako kot jaz. Tako da lasulja čaka na priložnost, lasulja še vedno čaka, zdaj se pa skozi morava spremljati, kakšna je zdaj frizura pri Mescu. Zato me zdaj mečkan daljšla, se upravičujem, ampak zdajle bom pa videl, kako bo pred volitvami, se mi zdi, da bo pa gospod Mesec šel k frizerju. Ja, sigurno. Čakam. Koga pa je najtežje imitirati? Ni lika, ki bi rekel, da ga je najtežje imitirati. Predvsem so mi všeč tisti liki, ki imajo karakter, liki, ki so mi všeč, ki jih imam rad. To je ta ljubezen tudi, ne? Tudi to je ta ljubezen, ki moraš imeti človeka rad, da ga sploh lahko začneš imitirati. Če ga nimaš rad, če ti gre na živce, če se ti upira, ga ne boš mogel zadeti, ne? Ampak goloba, ne, in ta primorski, koliko si tu vadil? Ne velik, nisem čist prepričan, da zelo dobro ujamem ta so mi pa rekli ljudje iz teh koncev, da je okej, da je v redu. Da je okej. Potrdiš? Je okej. Ti si prav z območja. In pa da je GHH. Ja. In pri nas so race najbolj vesele, ne? Ker pri nas delajo Horiške race. Sicer pa, zdaj pogledamo proti nebu, Tilen Artač oziroma Milan Kučan je z nami. Pozdravljeni, gospod Milan, kakšno je na našem nebu? No, danes bo večinoma oblačno, na zahodu bo popoldan občasno rahlo deževalo. Jutri
bo v zahodnji, južni in srednji Sloveniji deževalo, no še temperature po Sloveniji, spoštovane državljanke in državljani, Slovenke in Slovenci, Nova Gorica 6 stopinj, Sršana 6 stopinj, Ajdovščina 6 stopinj, Tolmin 6 stopinj in pa Murgle 25 stopinj, primerno za piknik. Števka bo skuhala čaj in spekla čuvaj. Prometni servis Radia Robin, 080 22 55. In še prometni informator, mislim, da je z nami Werner. Kaj novega na cestah? Vse v redu na cestah, pozitivna energija in veselje, nobenih posebnosti, veselje, sreča. Evo, v nadaljevanju pa ima Suska zate en poseben izziv. Ja, pripravila sem nekaj trditev, ti boš pa povedal, kako bi jih določena oseba pokomentirala oziroma izpeljala. Si pripravljen? Pripravljen? Pa gremo poskusiti. Kako bi golob naročil Tini, naj mu pripravi panin? Te ceka pupeka moja draga, ma bi jam panjan, ma to, da se najem, ja, da imam energija za cel dan, se pravi, da mi je eno list solate, ma notri ma dej čičerjeko, ma pole še list solate, ma gor ma dej tisto redkvico, da tu bo tu, da tu najadu. Ma jaz pa dosti tega zelenjave, jaz bi meso, se tega reč ne smem. Ma se me bruhal tega. Jože, potrebuješ, išče v knjižnici knjigo o hemeroidih. Wow. To je ta zlata žila. Ja, zlato je zdaj zelo visok, je zelo zrasel, tako da sem rekel, tole je pa dobro zlato poiskati na vsaka koraku, kjerkoli je tudi tole zlata žila, to je treba dati, tako da brez krige tole pa preščitivati, izgleda pravga tole, da bo šlo. Hitar eno knjigo, 2 ali pa 3. Svetlana Makarovič, kako bi Svetlana nagovorila otroke na prvi šolski dan? Zginite, damka, vam nič ne nuca. Se strinjamo, bi šli tudi mi. Ja. Milan Kučan si na praznovanju svojega 85. rojstnega dne zaželi nastop Severine. Ja, torej, če že Severina potem ne zapoje moja štikla, to je obutev, ki me ne naredi višjega. No, tako. No, potem pa imamo še Jana Plestenjaka. Kako bi Plestenjak poklical vodovodarja? Vodovodarja? Ja. Ej! Sobi je cel, pušča neki teče spodi, smrad se je razvil. Sobi je cel, vodovodarja bi rabu, da bo to uredil. Ej! Gremo zdaj na polno! Tile Nartač ostaja v naši družbi. Ja, in čudoviti ste. Dragi moji prijatelji, lepi. A Lady Gaga bi lahko imitiral Tilen? Ne. Ne, to pa ne gre. Ne, to pa. Sama si je kriva. V meso se pa nam oblačil. Kot smo že omenili, tudi gost večera na Larinem abonmaju v dvorani Prve slovenske vlade v Ajdovščini ob 19:30 vstopnice na Eventimu ali pa tudi tam na vhodu. Sicer pa mogoče tja pridejo tudi vse osebnosti, ki jih Artač imitira, tudi v novi sezoni oddaje Kaj dogaja? Kdaj? 28. februarja začnemo z novo sezono, nov koncept, daljša oddaja bo, nova scena, dogaja se veliko presenečen. Mislim, veš, po tokem času že delamo skupaj z ekipo, Kaj dogaja in ne nehamo in vsi pravi, pa kako vam to rata vsak teden? Točno to. Je res ideje. Ni vse na nas, veliko je na politiki. Njim se treba zahvaliti. Ja. Njim delajo material. Brez njih ni nas. Točno tako. Jaz vsak let, konc leta, flašo nesem na vlado Republike Slovenije za dobro sodelovanje tudi v naslednjem letu. Tako da upam, da bojo s takim tempom tudi oni nadaljevali. Hvala jim. Ampak tudi politiki čez mejo, sicer, mislim, na drugo stran Atlantika, tudi Donald Trump, nedolgo nazaj se vam je pridružila tudi Melania Trump, je tako? Tako. Ja? Imamo vse pokrito. Imate vse pokrito in Melania je sedaj tudi v našem studiu. Melania Trump je prišla. Pozdravljeni, gospa Melania. Hello, kako ste v redu? Roads were busy. Ja, ste kar zasedeni, ne? Suska, boš ti prevajala. Ja, bom, ja. Čestitke za nov dokumentarc. Mimo grede smo si ga ogledali. Kakšni so kaj odzivi pri nas po svetu, niti ne najboljši? Very good, very good. Very good. Yeah, the film is... Denar je. Aha. Denar je, profit je. Well,
I don't want to speak about money. My purpose was to show my life and how it looks like being First Lady, Tilen. I don't want to talk about money. Če prevedemo, ne bomo govorili o covdov. Ja, seveda je v prvem planu seveda ona kot osebnost v tem dokumentarcu. So this is it. This is radio. Ja, Radio Robin. I've been told that some handsome man, very funny man will be here today. So I said, okay, I will come. Donald is busy and I'm here. Je čudovito. Ja, to je pa presenečenje, pa veliko časa. Jaz se moram verjeti, da je prišla kar v naš studio. Melania Trump. Sicer ne povemo, da je pod tem vokalom Sandra Antić. Sandra, živijo! Ma, ki se lahko sprostim zdaj. Lahko se sprostiš. Ja, prišel v Suljo. Normalno, Suljo. Ne povemo, da je Sulja. Ja. Tilen. Res si v nulo, evo, tebe bi Trump zamenil, da te sreča. Koliko časa si ustvarjala lik Melanije? Nisem štela. Nisi štela? Nisem štela, ampak sem ga pa kar študirala. Si ga študirala in kako je pol prišlo? A je prišel klic od Tilna ali kako se zgodi, da postaneš del takšne močne ekipe, ki res gara z vsemi temi imitacijami? Jaz zdaj ne vem, kaj je Tilen delal v ozadju, ampak my husband Donald. Okay. Torej te je Donald poklical? Ja, je bil zelo navdušen. Govorimo o Juretu Mastnaku. Aha. Rekel, da me je tako reklamo naredil na RTV-ju, da moram zdaj priti. Jure Mastnak je najboljši imitator v Sloveniji. Tako da če on pokliče, pa da on reče, da je to dobra imitacija, potem je to dobra imitacija. Bolje je to dobra. Torej, podpišeš, da je prav izbor. Ja, absolutno. Ja. Melania, a spremljate kaj dogajanje, predvolilna soočenja v Sloveniji? Je to takšna komedija, kot recimo pri vas v Ameriki? I am busy with my new movie, Melania, so I don't know, I didn't watch television lately. Pravi, da ker je preveč, seveda, zaradi filma zasedena, angažirana, ne uspe spremljati. Menda ne bi zmagal Janez Janša, ki je tudi z nami. Dobro jutro, gospod Janša. Dobro jutro, jaz bi povedal, da sem tudi jaz posnel movie. Movie ste tudi vi? Zdaj, kar se tiče sodelovanja z Melanijo, seveda komuniciram z gospodom Trumpom, z Melanijo, Žan Mahnič je rekel. Mahnič se bo potem tudi z njo pogovoril. Torej, v primeru Logar morda tudi, ampak zaenkrat tega še ne upa povedati. Ne upa povedati. Čaka na volitve, pa potem treba malo biti previden. Melania, se veselite tega sodelovanja z Mahničem oziroma tudi sodelovanja Janša-Trump? I am speechless. I'm so excited that I'm so speechless. Vam ni več slovenščine ostalo tako, ko ste... And now I am American citizen. Razumem. Jaz sem tudi včasih siten, ne? Sem tudi siten. Po ameriško je sitna, če sem prav razumel, ne? Siten. I heard about that, yes. Yes, Yes, I heard about that. Hrbet me tudi čas boli. Torej, today, Sevnica no. Sjevenca, no. Sjevenca pa je ostala, ne? Sjevenca. Ja, tole sta bila Tilen Artač in Sandra Antić v vlogi Janše in Melanije. Hvala lepa. Tilen, za konc, kaj te čaka v 2026? Ja. Če sprašuješ od projektov, ne, na čustvih. Zelo velik... 28. marca klasični Artač v Cankarjevem domu. Wow, kaj se bo dogajalo? Slovenski mladinski orkester, simfonični orkester na odru in pa klasični Artač, klasična glasba, oziroma to je predstava, kjer ljudem povemo, da klasična glasba ni resna glasba, da to ni zahtevna glasba, ampak kot je bilo včasih, je to zabavna glasba, to je žur glasba. In ljudje ne pride zato, ker ga žuramo ob klasični glasbi, ker je taka ena velika posebnost. Zelo lepo. Melania posluša klasično glasbo. Can I come? Can I come to see the concert? Poglejte, če je razprodano, potem ne. Okay. Ampak če pa še kakšna karta... Kaj pa Sandra Antić, ona lahko pride? Seveda. Ampak če pa še kakšna karta, ne pa mož kup. Pa ne sam 2. Kar 20.
Melania, veste, kaj me je zanimalo? Če gre zdaj, če se ločite, bog ne daj s Trumpom, a gre pol Grenlandija, pol Sloveniji, pa to, ali kako imata to te vajne lastnino, kako imata razdeljeno? Maybe yes, maybe not. No. We will discuss this later if it happens. Aha, ok. Da sem gledal, se parcele na Grenlandiji, sem na Trenta pa Grenlandija, sem na parcele na Kupu pa pod Sandy, sodišče. Yes? can I ask you something? Ja. You look familiar to me. Did I watch you on New Year's Eve on RTV Slovenia? Spremlja, ali kako? Yes, I have to admit. Yes, I think I saw you with a really nice girl next to you. Ja, to pa je tudi res. Ja, za novo leto sva bila skupaj z eno kolegico, Sandro Antič, ne, z nama ste šli v novo leto. Če je to mislila Melania. Yes, Pa, exactly. Sandra, kaj tebe čaka? Ti mi še povej na hiter. Mene čaka pestro šolsko leto. To sem hotel reči, ja, Učiteljica, ne? bomo seveda zvišali plače Ja. Nujno. pred volitvami. Ja. Aha, ja. No, tudi stranka Levica se tudi Levica zavzema, se ne, zavzema za šolstvo to. predvsem. Ja. Pa veliko projektov povezanih z Melanijo. Z Melanijo. In o tem bomo tudi poročali, nekaj me je že namignila, mislim, da še ni za veter. Bomo videli. Pa kakšna recitacija? Recitacija, tudi to. Hvala lepa obema, hvala Tilen, hvala Melania, Sandra. Jutri pa, kot rečeno, gost večera na Larinem abonmaju v dvorani Prve slovenske vlade v Ajdovščini ob 19:30. Zdaj sem poskorku, potrebuješ. Pa poslušajte oddajo Radio Gaga vsak petek do povdne na prvem programu Radia Slovenija in pa gledajte oddajo, kaj dogaja. Točno tako, Lady Gaga. Radio Gaga začne lihko, mi končamo, tako da smo super kombinacija za popolno petkovo jutro. Hvala lepa obema, čau, čau. Jutranji Ma che si show, Radio Robi.